V petek popoldne je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju glede epidemije koronavirusa, ki je tokrat bila namenjena predvsem predstavitvi rezultatov dnevov cepljenja. Minister Janez Poklukar je bil z akcijo zadovoljen, posebej pa je pohvalil tudi delavce v zdravstvu, zaradi katerih je akcija bila tako uspešna. Cilj seveda akcije je bil doseči še boljšo precepljenost in na ta način obvarovati bolnišnice pred preobremenitvami v naslednjih dneh oziroma tednih, ko bo pri nas vse bolj izrazit in prevladujoč postal verzija virusa Omikrona. Dovolite mi, da se seveda na začetku zahvalim zahvalim vsem, ki so sodelovali v tej akciji. Tukaj imate zemljevid, kje vse smo bili v zadnjih 10 dneh in s kom vse smo aktivno sodelovali, imate pa seveda označene samo točke zdravstva. Najprej bi se zahvalil vsem lokalnim skupnostim, županom, društvom, vladnim in nevladnim organizacijam, civilni zaščiti, Rdečemu križu, verskim skupnostim, skratka vsem, ki so v teh dneh v lokalnem okolju na lokalno prepoznan in sprejemljiv način pristopili do občank in občanov in na ta način zagotovili odličen pristop k cepljenju. Seveda pa je potrebno se v teh dneh zahvaliti zdravstvu, ki poleg vsega, poleg COVID-a, ki ga obravnava tako v zdravstvenih domovih kot v bolnišnicah, še vedno intenzivno izvaja v maksimalni meri vse ostale programe in pa tudi cepljenje. Brez zdravstvenih delavcev, njihove požrtvovalnosti in pa truda prav gotovo ne bi bili pri obvladovanju epidemije uspešni, kot smo ta trenutek. Vendar pa moram kot zdravstven delavec, kot Janez in kot minister za zdravje povedati, da seveda zdravstveni delavci pri svojem delu prav gotovo ne bi bili tako uspešni, če za seboj ne bi imeli svojih domačih. Namreč samo podpora najbližjih omogoča, da danes zdravstveni delavci lahko v vsem svojem obsegu upravljajo poslanstvo in nam Slovenkam in Slovencem zagotavljajo zdravstvo, ki ga poznamo. Težko si je predstavljati, da mame ni večkrat popoldne doma, ker dela nadurno delo na COVID oddelku. Da ni očeta doma enkrat na teden po noči, ker dela dežurno službo, ali pa da ga ni kar 50 dni na leto, kar se to zgodi vsaj 50krat. In tudi najbližji, domači, so pomemben del ekipe zdravstva, kajti z njihovo podporo zmoremo vse to, kar danes v slovenskem zdravstvu lahko nudimo in napravimo za naše prebivalke in prebivalce. Rad pa bi izpostavil in se posebej zahvalil tudi v medijem, kajti v teh dneh moram reči, da sem bil deležen na vsakem koraku maksimalno možnega pozitivnega informiranja, sodelovanja in angažmaja, tako da brez vaše pomoči, oziroma ta je bila celo ključna, moram priznati, da za ta uspeh akcije ne bi bili uspešni, ne bi dosegli teh rezultatov, ki jih bomo pokazali v nadaljevanju. Kot vidite, je bilo od 19. do 23. decembra cepljenih 76.544 oseb po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in od tega je bilo približno 20% več moških kot žensk. Seveda pa po starostnih skupinah lahko ugotovimo, da so se najintenzivneje cepili starostne skupine nad 50 let, kar je seveda izredno pomembno, kajti vemo, da pri njih poteka praviloma COVID v težji obliki kot pri mlajših. Približno 2/3 cepljenih v tem tednu je bilo cepljenih v starostni skupini nad 50 let, približno 1/3 pa v starostni skupini pod 50 let.
Kot vidite, se je v tem tednu prvič cepilo skoraj 5000 prebivalk in prebivalcev Slovenije, nekaj manj kot 7500 za drugim odmerkom, z dodatnim pa 64 000. Skratka, če skozi ta cepljenja potegnemo oceno, potem vam lahko na podlagi svojega vedenja in poznavanja rečem, da to pomeni, da smo s to akcijo v tem tednu prihranili 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in pa približno 300 smrti. Tako da iskrena hvala vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije za takšen odziv, za angažma in za pomoč pri obvladovanju epidemije. Dovolite pa mi, da seveda na koncu izkoristim priložnost in vsem skupaj zaželim prijetne in pa mirne praznike, v novem letu pa predvsem zdravja in pa konec epidemije. Kljub dobrim rezultatom akcije skrbi še vedno povzroča različica Omikron, ki bi lahko ob le 60% precepljenosti spet povzročila preobremenitev v bolnišnicah. Z vidika Omikrona seveda moramo vztrajati na tej poti in še vedno zasledovati končni cilj 80% precepljenosti celotne populacije in pa 100% oziroma 98% precepljenosti starejših od 50 let. Tak pogled na zadostno precepljenost seveda omogoča ukrepe oziroma življenje v novem letu na način, kot si ga želimo. In zato moj poziv še enkrat vsem tistim, ki še niso pristopili, da seveda tudi v naslednjih dneh pristopijo. Sem pa vesel tudi tega, da se je v teh dneh, v dneh te akcije odprla razprava o obveznem cepljenju, o PC pogoju, se pravi o statusu, o bodočem statusu necepljenih v družbi, kajti tudi v tem delu bo potrebno, da kot družba zavzamemo stališče, ampak tukaj moramo biti seveda kar se da enotni in tako kot sem že povedal, praviloma medicinska stroka pove, kaj je tisto, kar potrebujemo, se pravi odstotki precepljenosti, ki sem jih navedel, kako in na kakšen način priti najlažje do tja, so pa seveda še druge stroke, se pravi tako sociološka, pravna, komunikološka in še katera, ki morajo se tu v razpravo vključiti in seveda podati najboljšo smer. Če gledamo sosednje države, se seveda številne odločajo za posamezne segmente v smeri PC, nekatere imajo obvezne cepljenje za profile v Evropi. Prav pa je, da tisto, kar se bomo odločili na koncu, dosežemo s čim širšim družbenim konsenzom, čim bolj v luči konstruktivnega dialoga, mirno in pa strpno. Ob širjenju različice Omikron se pojavljajo tudi vprašanja glede obveznega cepljenja. Zagotovo bomo tudi v nadaljevanju maksimalno spodbujali seveda cepljenje. Je vprašanje, s katerimi pristopi na kakšen način, ampak ko govorimo o konsenzu o PC-ju, naj povem, da je seveda včeraj Državni zbor pri sprejemanju interventnega zakona umaknil določene člene, ki so prav gotovo dali smer za to vrstno aktivnost. Tako da ključni deležniki so vsi tudi zakonodajni in potrebujemo vsakegor. Tako da to vprašanje ni vprašanje za ministra za zdravje, ampak za vse nas in treba se naliti kozarec čistega vina. Omikron je pred vrati, v prvih dneh po novem letu bo prevladujoč. To je dejstvo, to ni več ugibanje. Na današnji dan smo imeli 150 primerov Omikrona v Sloveniji. Mislim, da 28 potrjenih in 122 sumov, se pravi potrjenih z PCR lambdo, tako da danes to pomeni približno 4% vseh pozitivnih rezultatov in če vemo, da je podvojitven čas 2 do 3 dni, lahko zračunate, da bomo v prvih dneh novega leta imeli 60% Omikrona. Zdaj v domovih starejših občanov je po mojih podatkih z poživitvenim odmerkom cepljenih nekaj čez 7400 varovancev. Na zadnjem sestanku skupine za COVID smo
pozvali Ministrstvo za delo, da to še ukrepi in da res vse, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poživitvenemu odmerku, tudi to dobijo, kolikor še niso. Kar se pa tiče prebolevnikov in pa seveda poživitvenega odmerka, nimam podatkov, da bi v tem času posvetovalna skupina za cepljenje zasedala in da bi sprejemala take ukrepe. Dejstvo je, da posvetovalna skupina za cepljenje je predlagala, da ukolikor si polno cepljen z vetrskimi cepivi, da po 2 mesecih po polnem cepljenju pristopiš k poživitvenemu odmerku, da kdor je cepljen z mRNA cepivi oziroma pristopi k cepljenju najkasneje po 6 mesecih, lahko pa od 3 mesecev dalje. Kar se pa tiče problema prebolevnikov in pa poživitvenega odmerka, pa verjamem, ampak nisem pa govoril na to temo z dr. Bejovićev v zadnjih dneh, da njene razmišljanje izhaja iz spoznanja, da prebolevniki pogosto zbolevajo za omikronom in seveda v luči tega, da se vzpostavi višji nivo protiteles in dodatna zaščita, seveda da tam, kjer je to strokovno sprejemljivo, da se tudi izvede. Slovencem in Slovenkam je ob koncu zaželel še mirne praznike, v novem letu pa zdravja in, kar je verjetno najpomembneje, konec epidemije.